najmanjšega. Zase. Pasti na govor. Odgine. Ivo! Beno! To pa je tu. Ja, kaj le, kaj bo zdaj rekel, da še nikoli nisi videl? Benzingasko herbicaj herbetb3. Multikultivator. Seveda sem ga že videl, ne? Samo ne v stanovanje. Ja, no, zdaj ga pa vidiš. Je dala Silvika v oglas, da popravljam vse vrste vrtno-tehničnih pripomočkov. Pazi, da ti ne bodo zdaj začnuli kombajne, pa traktore, pa take nositi na popravilo. Beno, sem popravil tega le lepotca, pa bi tudi kombajn. Ja, dobro, no. Ja, samo Ivo, kako si ga pa noč spravil? Kako le, se je bil razstavljen. Ja? Zdaj, čakaj malo. Kako boš pa nazaj ven spravil, ha? Kot da je to največji problem. A ja, se res, imaš prav. Daj, izvijač. Kaj? Izvijač mi daj, no, saj glup. O, šrov cigar, jo. To prvi je zjutraj, ki te zbudil, ko bi še spal, se glasno smeti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji delovali za 3. To na dopustu za pošto skrbi. Ti rože zaliva preberska stvari, to ti posodi jajče kaj pa. Vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in vračajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si težava, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni grej. Imejmo se radi skoz, sonce in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni grej. Imejmo se radi skoz, sonce in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. Evo, tu imaš. Zase. Se res, Ivo, si že povedal Silviki, da imaš na hrbti vtentovirano ime moje žene? Ja, nisem, pa si ti povedal svoji žuži, kako imaš ti na hrbtu tetovirano ime moje soproge, kombinirke. Ja, ne, nisem, no. No, kombinirke. Ja, če se pa ne upam niti tuširati. Najhujše pri vsem tem pa je to. Kaj ne upam? Ja. Zakaj pa se ne tuširaš, Ja. Francoza? No, vidiš, saj to ti glih govorim. Ne tuširam se zato, ker se ne moram tuširati, ker je vedno doma žuža. Ko se ti naj oblečeni tuširam ali kaj. Igan. Ja. Zase. Veš kaj? Bodi vesel, da se ti ni treba tuširati. No? Igan. Kaj? Veš, kako boli, ko voda culja po tetovaži. Ja, se jaz zato tuširam samo spredaj. Križni izvijač. A tam ga imaš? A ja, A ja, zato. Igan. Ja, samo čakaj, ko se nič ne bojiš, da bi te Silvika zasačila. Pa to. Aj me bo zasačila, zato se tuširam samo takrat, kadar je ni doma. Ja, Igan. Jo, ampak najtežje je pa to, da se moram pretvarjati, da imam migreno. Igan. Zakaj? Ja, zakaj le? Silvika hoče na vsak način, saj veš, no. O! Ivo, Kaj je? kako bomo pa zdaj? Veš kaj, jaz sem ti že ves čas govoril, da ta tetovaža ne bo v redu. Dobro, Ivo, jaz ti pa zdaj nekaj drugega povem.
Vsega tega je kriva Pamela. Igen, Ja. Pamela. Čau, fanta. O, evo. Ja, no, saj mi o volku. Ja, in Pamela tu, ne? Ja, No, Kaj kaj zdaj? Boš povedala, kje je kakšna rešitev ali ne? V bistvu recimo, da imam rešitev, no. Zdaj našel sem cel kup tetovažerjev, ki so vam pripravljeni popraviti, pa novo narediti, ampak dol pa nobeden ne zna dati. Predlogi, ne, pomagati. Recimo, da imeni pobarvajo črno. A? Črno. Črno? Ne, črno, daj, no, prosim te, no. Okej, kaj pa vijolična, vijolična letos tako moderna, daj ta Vijolična? vijolično. ja, Beno! vijolično. Pa dajva vijolično. Evo, Ivo, vijolično. Kaj? Ne, Pa zakaj ni pa šans. vijolično? Rajši se svetle piše. Jaz pa žilavec. Silovec. Igen. Kaki prijemek je te to? Ne, vijolično od vode. Ja. Kaj še imamo potem, kaj še? Zastave! Daj, ta zastave, slovenska zastava. Glej, ta slovenska zastava čez pol hrbta, to je tako patriotsko. Beno, slovenska zastava. Ali pa Ne, Evropska ne. unija, Evropska unija, no, ja. modra, Evropska. rumene zvezdice, to je tako... To pa že raje evropska, no? Pa ja, Ni bolj evropska, rumene, pa prav. več zvezdic ima, ja, sem to Ja, pa je. Hrvaška je super, Hrvaška zastava, to... Ja, ne, samo Hrvaško je treba doplačati. Ne. Kaj bomo Hrvaško zdaj ni šans, pa ja ne plačam za Hrvaško nič. Afrika, pa cel kup zastav. Sam je pa res, da pri Afriki moraš biti pa zelo natančen, katero se zbereš, ker pač, ja, ja. zdaj ene so šle na svoje, ene so bolj tam in Seveda, tam in seveda. pa, če nisi zelo natančen, lahko nastane problem. Ja, bomo malo razmislili, ja. Samo svoj. Amerika! Amerika, ja, to pa je Pa Amerika. 50 zvezdic. Ja, no. O, ti si še vedno doma? Kako vprašanje pa je to? Ja, tak, smislo, če nimaš slučajno kakšne robe, kakim strankam za razvoziti, pa take. Ne, imam nov sistem dela. Lahko ti ga razložim, te zanima? Glej, prej ne, sem vsaki komad posebej okoli vozila. Zdaj se pa en teden zbiram naročila, pol pa v 3 dneh vse raznosim. Enega fanta sem si najela, ki mi zračuna najbolj optimalno traso. Temu se reče logistika. Super, zelo sem zadovoljen. Odlično, krasno, fajn je to, ja. Kako ti pa je? Voham premočenega psa. A ne, to mene vohaš. O, Jezus, no. Ko si pa delal? Ja, kaj sem delal? Vse sem treniral. A to je moje delo, če slučajno še ne veš. Jaz samo tak fejst nisi še nikoli smrdel. Ja, to je pa mogoče res, veš. Danes sem mogel obvladati enega takega premočenega volčaka. Težka osebnost. Pa sem ga zgrabil, pa hop, jaz sem ga obvladal, pa sem se malo valjala, pa sem rekel, Aleksi, pusti to, pa hop. Dobro, daj to dol, da ti operem. Ja, počakaj malo. Ko zdaj boš ti mene slačila, ali kaj? Pusti lepo, da jaz to zrihtam, pa to. Dobro? Kaj boš ti zrihtal, Beno? Ti boš to sam dal v pralni stroj? Kaj sploh veš, kje imamo pralni stroj? Čakaj, ni v kopalnici. Bravo, 10 točk dobiš za ta odgovor. No, vidiš. Ko boš tam, ne, da še sebe malo operi, prosim. Ajo? No, to bo malo težko, ker ne vem, na kateri program naj štekam, ko se bom dal prat. A na katerem programu pa ti sebe pereš? Ja, sebe perem na onem najdaljšem. Z dosti predpranja, pa z dosti mehčalca. Veš kaj, včasih tudi kaj mehčalca daj, ko bo si jezik prala. Tuširaj se. Ja, Žuža, no, nekako se ne vrem stuširati, no. Zakaj pa ne? Ja, zato, ker me pol pesi ne bi več prepoznali, veš? Ja. Mi se tako orientiramo po svojem vonji, pa to, ne? Ko se tako spoznavamo, da se bolj spoznamo, ko se vidimo, pa take. Ja, kako me ti to gledaš? Ja, pa to vsi vejo. Psi imajo taki zelo občutljivi voh, ne? To vejo še mali froci. Ne, mali froci. Tako ste kaj, biba leze, pa to. Dobro, aj se mejte. No, vidiš. Ja, res. Kaj to pomeni zdaj, da so se psi že navadili na tvoj novi? Ja, vidiš, psi
vsi so se zdaj že navadili na moj novi vonj. Lepo, Tvoj novi smrad, lepo pa to, ne? Joj, daj, Žužo, no. Beno, če se ne boš tuširal, te spalnico ne bom spustila, razumeš? Čakaj malo, Žužo. Kaj ne mereš malo potrpeti? Veš, koliko se jaz žrtvujem za tvoje delo, ti se za moje ne moreš. Samo se spomni tistih 20 vrtnih gugalnikov, ko smo jih imeli tu. Ali pa recimo, ko si vse zapravila za tiste tvoje božične venčke. Vsi so se prodali. Ja, jaz sem jih prodal. Jaz, draga moja. Ja, zakaj? Zato, ker se ti ne moreš nič meni prilagoditi, pa si nič žrtvovati. Tako takrat ne. Ko si spakirala celo zbirko mojih zajčjih tačk v pakete številka 2, ker so se imenovali paket številka 2 božično presenečenje. Jaz sem na to že čisto pozabila. No, vidiš, jaz pa na to pozabil ne bom nikoli. Tako ne na to, kar si mi zažgala moj prvi ulov. Jo, Jezus, no pa kako dolgo mi bo še težil s to tvojo nagačeno veverico? Glej, ti ne moreš zdržati, niti malo potrpeti, če tvoj mož malo smrdi po pesih. Beno, ti ne smrdiš malo po pesih, jaz si na tvojem mestu na ulico ne bi upala. Prvi pes čuvaj mimo katerega bo šel, se bo strgal s ketne, pa te požaril. Dobro, Žuža, pol se bom pa našprical. Evo, pluje ocean. Pa ne s tem to osvežilec zraka. Ja, super. Si zdaj zadovoljna? Ja. Kaj te češ? Jo, pa je res fresh. Lepo je biti sosen. Ivan! Ivan! Silvika, kišljalanjo. Ivan, kaj ta stvar tu je? Ja, kaj le? Ti si dala oglas, da popravljam vse vrste vrtno-tehničnih pripomočkov. Ivan, nem seks nem dobro vpliva na tvoj možgan. Moti kultivator v dnevna soba. Poglej, videla spodaj sem oglas, piše, oddam garaž. Pejt tja, prepiš, poklič naroč. Ja, in odpelju so to kromat, ja. Silvika, to stane. Ivičko, posel dobro gre ti, moraš vlagati. Ja, in v čem je zdaj problem? Problem je, nemam prostor tu v naša hiša, kako da gledam Hidak na televiziji už. Joj, Ivan, ti v stresi. Ko stres imaš, imaš migren. Imaš migren, nem seks. Nem seks, imam jaz migren. Jaz jo imam zaradi vremenskih sprememb. Ivan, 3 dni sonce je. 20 stopinj. Imam 2 pogoj za tebe. En pogoj. Odneso to kroma dol v nova garaž, ja. Drug pogoj, danes ekneš, pekneš. Drugače jaz grem nočka niža. Ekspres, ja. Matere, Ivo. Aha, kaj praviš, Beno? Ja, lepo je, ja. Ja, no ja, je bilo v stanovanju boljše, pa si ne upam zdaj jeziti Silvike. Sedi se. Jo, hvala lepo, ja. O, Zonja. A ja, za srečo pa to, ne? Nekaj na odprtje prostora. Ja, okay. O, Zonja. Živeli, Ivo. Živeli. No. Oh. Dobro. O, Zonja.
Sonjat, Beno, kaj bova? Če se nocoj ne prikažem v spalne prostore, gre Silvika spet v tisto svojo načkanižo. Ja, meni pa žuža tudi ne pusti več v spalnico. Ivo, ko bova zdaj? O, Sonjat, jaz mislim, da ima morava povedati. Ja. Prosim te, Ivo, no, zdrživa malo, no, vsaj do večera. Mogoče bo pa Pamela zrihtala kakega tentovatorja, ki bo to znal, kako se spravi dol. Tako da nam pol vzame dol, da bova pol imela to vzeto dol, pa take. Beno, kako dol? Tatu je tatu. Sem imel vojaškega kolega, ki se je že leta 1982 dal pisati na členke L-O-V-E. Pa ima zdaj. L-O-V-E. Love. A ja, za cunje mi je zmanjkalo placa, ja. Love. Še danes? Ja. Ja. Ena razlika je, ne? Midva si to nisva dala vtetovirati v JDA, ne? Ampak doma. Poceni in profesionalno, ne? Danes je plastična kirurgija že tako napredovala, da si sploh ne moreš misliti. Ti verjameš v to, da ti lahko danes kar tako izrežejo, pa kar tako transplantirajo kos kože? Ja, seveda, Ivo. Ja, ko te nisi gledal ti tistega filma. Face off, brez obraza. Ja, ko špilata Nikolas Cage pa Jochen Travolta. Zamenjali so njima face. Face off. Ja, pa Beno, to je možno samo v filmu in to je vse ena sama fikcija. Kaj pa tista Francozinja, kaj je pes vtrgal v obraz? Kak je? Ja, dali so ji drugi obraz, pa normalno funkcionira. So jih dali? Ja. Drugega psa. Tele. Obraz. Kakšno tele? Sem rekel psa. Kakšno tele? Pa saj jaz nisem rekel tele. Ampak sem rekel psa. Jo, ti tele. Glej, njej so zamenjali celi obraz, mi dva porabimo samo hrbet. Pa jaz ne potrebujem tvojega kosmatega hrbta. Hvala lepa. Ivo, oprosti, ampak boljše je imeti kosmati hrbet, pa gori napisano ime svoje žene, kot pa gladki hrbet z imenom druge žene na hrbti. Kaj praviš? Ja. No. Sonjat, jaz sem prepričan, da bi se dalo še kaj popraviti. Pa to. Daj, no, pokaži. Kaj? Jo, pa daj, zdaj si ga že videl. Ja, no, pa, da preveriva, če bi se Ja, kako ima Silvika zapleteno ime. Se ne da iz tega imena nič novega sestaviti. Ja, pa, mal si, kaj si... Ja, že vem. Kaj? Ja, no, dalo bi se sestaviti, malo premetati črke, no. Jo, in? Se dalo napisati. Slejva. Kako to misliš? Ja, sam si rekel, no, da se črke se dajo izrezati pa transplantirati. Izrezati pa to? Ja. Kaj ti je nor? Daj čakaj, da jaz vidim, kaj se da s tvojim narediti. Ja, te. Preveri. Branka. Tja. Ja. Ivo, ti imaš en R preveč. Kako preveč? Ja, pa ne boš zdaj iz Branke delal banko. Veš kaj, lahko poveš, da imaš reklamo na hrbtu. Jaz se ne bom dal še enkrat tetovirati. Ja, glej, boljše je imeti reklamo na hrbtu, kot pa ime druge ženske. Je tak? Je tak. Žive. Bi ima morala povedati. Midva s Silviko si vse zaupava, si poveva in ona bo to razumela. Ivo, prosim te, no, počakaj pa mogoče Pamela res najde kakega tentovatorja, kjer zna, kako se to neko
Dol zradila pa to. Ja, ona je tolerantna, zelo. Kdo? Pamela? Silvika. Ja, Silvika. Ja, ne. Glej, tolerantna gor, tolerantna dol. To nobena ženska ne bi razumela. Veš? Kaj ne? Se ti zavedaš, da če poveš Silviki, še mene potegneš mislim, za sebo? Da tebe sploh ne bi omenjal. A ne? Super, no? Kaj boš pa rekel? Da se je ta tentovator kreten 6-krat zmotil? Pri vsaki črki. In je slučajno napisal eno drugo ime. Branka. No. Potem pa moral tudi ti priznati, a ne? Ja, super. Hvala lepa, kolega. Pa mimo grede, Ivo, električnih se ne piše električnih, ampak električnih. Pa vertna se piše brez E. Grem. Kako si me zdaj razkiral? Ja, kaj je zdaj tukaj narobe? Pol samoglasnik se vedno piše z E. Električni. Pa to! Lepo je biti sosed. Zvoni! Ivičko, Silvika! Kaj delaš? kuham. Dolgo že nem prišla do moj kuhalnik. Ja, a kaj pa kuhaš? No? Silvika, to je moj paprik. Igen. Diši zelo. Ti pogrešal moj paprikaš. Igen, sem si ga zaželel v spanju. Igen. Kako lepo. Ja. Ivičko, kaj ti doma delaš? Nemaš delo? Silvika, ja, sem si vzel pavzo. Ja, zato, ker ti moram povedati nekaj pomembnega, zelo. Ne mre počakati, jaz koncentrirana sem na moj paprikaš. Ne more, Silvika, ker gre za najintimnejši del najnega življenja. Igazan. Ivičko, zakaj ti meni ne povedal ta stvar? Poznam dobri doktor za ta stvar. Ja, ne, Silvika, kaj ne potrebujem nobenega zdravnika, se ne gre za to, Silvika. Ne, pa prosim te, če me ne prekinja. Ivičko, ne prekinjam te, ne samo povem to stvar. Igan. Ker če mi boš kar naprej skakala v besedo, ne bom nikoli... skočem, kje skočem? Ne boš več ti? Silvika, ja. No, ti se spomniš, ko sva z Benotom kupila igralno konzolo, ne? Ja, in ko sta vidve z Žužo nama rekli, da potrebujeta, hočeta dokaz ljubezni. Ja, spomnim se. Ampak ne dobili ta dokaz, ne? Ampak zdaj že pozabljeno, Ivičko. Mi dva sva to ljubezen vseeno dokazala. Ja, kako? Igen, to za večno. Ja, sva se šla tetovirat. Pa to. Ti šlo se potentirati? Ne, pa tetovirat. Te dati, narisati si tatu na kožo. Igen, vidiš, kako te ljubim, me bolelo zelo. Ivičko, zakaj ti mene ne mu prošalo, če meni to stvar všeč? Pa veš, kakšni so te moški od tatu? Kako, Silvika, sem mislil, da ti bo to všeč? Ne, meni to všeč, to zločinec, so pa mafiosusi, pa homoseksuali, še se so ljudje.
Jaz sem mislil, da je to tetoviranje zdaj moderno. Kje imaš ta stvar? Kje imaš ta Ja, stvar? tu, ne, na hrbtu. Ja, samo ti zdaj ne morem pokazati. Pokaž. Ne morem ti pokazati, dokler ti ne razložim kaj, kako je prišlo do določenega nesporazuma. Silvika, ne morem, da se ti bom... Kaj si tako histerična? No pa Silvika, ne morem, no, prosim te, ne bom se obračal. Obrni se. Ne, kaj se, ne morem. Ej, kaj je zdaj? Pamela, ti si vsega kriva, pa še zdaj razloži. Kaj tu je? Ni panike, Prosim te, pojdi k temu teklicov, ta tovaža. Pojdi k njemu, ga pripelji sem in nam ta tuk takoj zbriše s Ja, pa hrta. saj je rekel. Ne, pojdi Ja, zdaj, pa če- če ne bom jaz poklical, njega bom še videl. Ivan! Piše Bronko. Saj sem ti hotel razložiti, če si pa tako histerična. Ti uničilo moje življenje si, pa tudi paprikaj. Jaz se odločim za tebe. Kaj se boš ločil? Silvika! Beno! Sonja. Alfos, ne, tu. 189, 109... Joj, 190! Kdo te zdaj kliče? Ja, prosim. Beno, ja... O, ti si jo. Ni razumela. Ha? Kaj si kaj govoril tudi o mene? Ne, ja. Omenil sem te. No, še enkrat, najlepše hvala, prijatelj. Pa to. Beno. Beno! Kje sem ti ostal? Eno, dva, tri, štiri, 25, 26. Evo, izvoli, Žužika. Samo malo, Mucek. Ja. Začnem pod Lipo, grem gor do Briške. Ja, kaj pa delaš? Pa to? Jutri začnem z razvozom. Pregledujem traso. Ja, Žužika, moja zlata, jaz bi ti rad povedal nekaj takega pomembnega, veš? Malo še potrpim, Mucek, ja? Se bom čez kako urco končala. Zaposli se, Beno, ne vem, odpri si patriota, glej pa on hladilnik. Ja, samo, Žužika, jaz bi ti rad res nekaj takega fejst pomembnega povedal, ne? Poglej, gre za to, za kar se tudi ne mrem tuširati, pa to, ne? Ja, vem. Psi te ne bi spoznali. To se Ja. pravi, do Briške. Ne, jaz sem se ti v bistvu zlagal, pa take. Kaj imaš kakšen kožni ekcem? Encem? Ja, lahko bi se tudi tako temu reklo, ja. Ker ena moja stranka, odličen dermatolog, ti bom dala njegovo številko. Ja, ne, to ne bo kaj dosti pomagalo, veš. Bolj bi pomagalo, če bi ta tvoja stranka bil kaki odlični plastični kirurg. O, Jezus, peste je pogrizo, ne? Jaz sem se točno vedela. Beno sem ti rekla, s tem svojim smradom jih samo grozno provociraš. Joj, daj, Žuža, prosim te, nehaj, no. Ne gre za to, gre za dokaz ljubezni, veš. Kak je dokaz ljubezni? Ja, ti... Čau! Joj, ne, Pamela, ne, zdaj, prosim te. Ja, pa Benči klical me je moj slikar, ta tetovata. Super, in je ja, rekel, da- krasno, fino, mi boš Ja, pol povedala, pa ja. če pa je rekel- Ja, adijo, pa to. Kak je tetovata? Ja, se spomniš, Žuža, da sta nama s Silviko dala ultimat, da vama moramo prinesti dokaz ljubezni? Ja. Kaj je že bilo pol s tem? Ja, no, pol ga pa nekak
nista več zahtevali, zato ko sta našli od Ivota pa od mene igralno konzolo, pa sta nama jo skrile, kaj ti jaz vem kam. Jaz sem na to že čisto pozabila. Ja, no vidiš, midva z Ivotom pa nisva, ne? Ja, zakaj nam ga pa pol nista dala? Ja, glih v tem je problem, veš? Nekaj sem si dal vtentovirati na hrbet. En taki tatu, pa to. Za mene? Beno, to si me pa zdaj prijetno preseneta. Da pokaži mi ga. Ja. Samo upam, da ni kaj trapastega. Ja, kako se vzame? Kako sidro, ali pa prebodeno srce, ali pa jela, ali pa to. Ne, nič takega, ne. Kako velik pa je? Je tako približno za pol hrbta. Mucek, za mene? Ja. To so morale biti pa strašne muke. Ja, to je pa res, ja. Kaj je barven? Ja, tako na pol. Mucek za mene. Ja, pa daj nehaj me mucek, pokaži mi ga že, no, ti pirati. Samo prej ti moram še nekaj povedati. Pa to. Na hrbet sem si dal vtentovirati ime. Svoje? Ne, tvoje. Mucek za mene. Ja, samo problem je v tem, da je glih takrat bil pri tentovatorji tudi Ivo in je tentovatorja prosil, naj mu na hrbete vtentovira ime Silvika. Ubila ga bo, ona ne prenese tetoviranih tipov. Kaj res? Zdaj ga pa takoj pokaži, Silviki. Ne, Ivo, prosim te, ne zdaj, joj. Glih sem pri probleme, glih dobro tempiran, pridi čez kakih 5 minut pa to, dobro? Ni dobro, takoj ga pokaži, če ne bom v ločitvenem postopku. Ko, zdaj tu, pred Žužo? Ja! Ja, dobro, no. Beno! Hrbet! Hrbet. Ja, dobro, bom pokazal hrbet, če boš ti Žuži pokazal svojega. Dobro, oba naenkrat. Dobro. Silvika, Žuža sedi. No, če Ivan govori resnico, priprav se na najhujša stvar. 3, 2, 1. In kaj zdaj? Ja, nič. Poklical bom Pamelo. Upam, da je že dobila tistega njenega tentovatora. Ne tentovator, ampak atentator. Ej, se ne bi to dalo presaditi? Kako presaditi? Si videla oni film, brez obraza? John Travolta pa Nicolas Cage. Nicolas Cage se reče, jo? Travolto videla jaz samo v gris. Jaz te reklame za gres nisem videl. In ti, Žuža, bi nama obema kožo samo lepo izrezala in jo zamenjala. To dobro bi se. Kaj? Nimam ne denarja, ne poguma za to. Poleg tega je Beno po hrbtu poraščen. To nam res. Manj poraščen kot ti. Kako pa ti to veš? Mazala ga sem na počitnice. Kdaj le? V 2 tednih nismo in v 10 dneh nismo imeli časa, da bi spregovorili, kaj šele, da bi se mazali po telesih. To je bilo še prvi dan. Ni pomembno, ne pride v poštev nobeno rezanje in nobena transplantacija. Kaj pa laser? Lahko bi si dol zbrusla. Čakaj malo, da bi nama z laserom hrbte brusli. Ja, pa kaj si malo No, mislim, kaj si malo hecna, pa take. To bi šele bil dokaz ljubezni. Ja, super, Ivo. Kaj pa, če bi nama ti v tvoji delavnici kar sam dol zašmirglo? Ja. A zdaj lahko? Ja, lahko. Pamela, zdaj lahko že vse.
Klical me je slikar. Ja, ta tvoj polprofesionalni atentator škilasti. Ni več moj. Sva končala. Ojo? Ko si ga nagnala iz solidarnosti do naju dveh? No, vidiš, to pa je vred. To bo, ja. Nagnala sem ga zaradi tega, ker škili. Vsakič, ko me poljubo, me je mimo. Ko škili tudi takrat, ko se kušuvle. Tako. O, non-stop škili. Še v posli škili. Je no, sam tam zna priti včasih prav. Skratka, klical je in je rekel, da je samo time tattoo. Kakšne taj tu? Silvi, time tattoo. Začasna tetovaža. Samo čakaj malo. Midva sva hotla imeti trajno. Igan, Vem, da sta vidva hotela imeti trajno, ampak morate razumeti, fant je še nov, pa nima denarja, pa pač nima vse potrebne opreme za trajno. in to naj bi bilo profesionalno. Ja, prasec, naj da denar nazaj. Igan, Pa to. Čakaj. Kaj to pomeni? Da gre dol? Hvala Bogu. Gre, samo parkrat se stuširata in bo vse šlo dol. Če pa si premislita, je pa zdaj že kupil vso potrebno opremo in lahko gresta nazaj, pa vam bo naredil trajno. Jem! Zakaj pa tega nisi prej povedala? Saj sem poskušala, pa sta me non-stop ven stanovanja metala. Kom gre? kam le? Pod prho. Jaz pa grem pod tuš. Pa veš kaj, Ivo, tudi tebi bi prišlo prav, če bi se malo šel stuširati. Adijo. Punci, dajmo malo proslaviti, zdaj to vse se je dobro končalo, ne? Ja, res bi lahko, ampak veš, Pamela, Ne, imamo čas, imamo veliko pomembnih stvari. Škoda. No, ampak pa drugič, ne? adijo. Ok, adijo. Adijo, pa. Tan tararam, tan tararam, tan tararam, tan tararam.